Občinski svet občine Beltinci je v ponedeljek 2. oktobra opravil 8. redno sejo v mandatnem obdobju 2022-2026. Članice in člani občinskega sveta so sprejeli zapisnik 7. redne seje in 2. dopisne seje. Obravnavali so odloka o pokopališkem redu in o načinu opravljanja 24-urne dežurne pogrebne službe. Sprejeli so pravilnik o spodbujanju razvoja kmetijstva ter letni program ukrepov za spodbujanje kmetijstva v občini. Prav tako so sprejeli rebalans proračuna za leto 2023 in sklep o dodatni zadolžitvi. V šolskem letu 2023-2024 bo občina ponovno pristopila k sofinanciranju prevoza osnovnošolskih otrok v šolo. Na koncu seje je župan Marko Virek podal še poročilo o pomembnejšem dogajanju v občini Beltinci. Lepo pozdravljeni na 8. redni seji občinskega sveta občine Beltinci. Ugotavljam, da nas je 15. Za današnjo sejo so upravičili svojo odsotnost Metka Lipič Baligač, Miran Mavčec in pa Roman Činč. Torej sklepčni smo, zato prehajam na predlog dnevnega reda te seje. In sicer za 8. redno sejo je predlagani naslednjih 9 točk. Pod točko 1 sprejem zapisnika 7. redne seje in pa 2. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci in realizacija sklepov 7. redne seje in pa 2. dopisne seje občinskega sveta. Točka 2 obravnava in sprejem odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci v prvi obravnavi. Točka 3 obravnava in sprejem odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v prvi obravnavi. Točka 4 obravnava in sprejem pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v eni obravnavi. Točka 5 sprejem letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci za leto 2023. Točka 6 rebalans 1 proračuna občine Beltinci za leto 2023 in sprejem sklepa o dodatni dolgoročni zadolžitvi. Točka 7 sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v osnovno šolo Beltinci v šolskem letu 2023-2024. Točka 8 pobude in vprašanje članov občinskega sveta občine Beltinci in točka 9 poročilo županov pomembnejših dogajanj v občini Beltinci. Kar se tiče dnevnega reda, poleg vas so bili vabljeni še tudi direktor občinske uprave gospod Borut Balažic, predsednik nadzornega odbora občine Beltinci gospod Slavko Horvat, k točkama 2, 3 in 4 višja svetovalka v občinski upravi Tatjana Trsenjak in pa k točki 6 računovodja Štefan Činč. Prav tako je bilo gradivo posredovano predsedniku grevne skupnosti, vodjem političnih strank in list v zastopani v občinskem svetu in pa seveda glede na to, da so javno obveščeni oziroma javno objavljeni vsi ti podatki, so tudi sredstva javnega obveščanja tem obveščena. Bi kdo kaj okrog dnevnega reda razpravljal in najprej seveda odvzel katero točko, morda dopolnil, spremenil, če ne, potem zaključujem z razpravo o vsebini dnevnega reda in dajem predlagani dnevni red od točke 1 do točke 9, kot je bilo malo prej prebrano v glasovanje. Prosim za prisotnost. Hvala. Glasujemo, kdo je za predlagani dnevni red. Hvala. Soglasno s 15 glasovi. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda in sicer sprejem zapisnika 7. redne seje in pa 2. dopisne seje občinskega sveta občine Beltinci in pa poročilo o realizaciji sklepov teh dveh sej, torej 7. redne seje in pa 2. dopisne seje. Kar se tiče 7. seje, smo na tej 7. seji obravnavali sklepe od številke 53/8 do 68/8 in med drugim sprejeli dnevni red takrat, potem tudi potrdili vsebino zapisnika 6. redne seje, potrdili oziroma sprejeli elaborat oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Beltinci, pripravljeno se strani vodovod sistem B, potem dali soglasje k sofinanciranju osnovne šole Bakovci, njihove predlagane nadstandardne zaposlitve v podružnični osnovni šoli Dokležuje, prav tako za ta namen v proračunu 23-24 zagotovili sredstva. Seznanili smo se s finančnim načrtom in programom dela ter kadrovskim načrtom osnovne šole Beltinci za leto 2023 in podali soglasje.
potem v osnovni šoli Beltinci odobrili predlagane nadstandardne zaposlitve. Podali smo tudi soglasje k programu dela in finančnem kadrovskemu načrtu ter načrtu nabav pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota za leto 2023. Sprejeli odlok o načinu upravljanja javne službe pomoč družini na domu v občini Beltinci v drugi obravnavi. Potem sprejeli tudi odlok ustanoviti javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota po hitrem postopku. Prav tako smo sprejeli tudi odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljice javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota po hitrem postopku. Potem pa seveda podelili tudi nazive častnega občana, gospodu Vladu Krstinu, plakete, in pa priznanje občine Beltinci in seveda tudi priznanje župana. Potem smo tudi dorekli in pa sprejeli višino štipendij v študijskem letu 2023-2024, razpisali smo 10 štipendij, 5 za naravoslovne, 5 družboslovne smeri in določili tudi višino, torej 120 € na mesec. Prav tako pa smo potem tudi sprejeli program ukrepov za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj podjetništva v občini Beltinci, sicer za subvencije v gospodarstvo, kjer smo namenili po področjih seveda najprej za spodbujanje zagona razvoja podjetij 60 000, potem za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanja 10 000, spodbujanje projektov inovacij 10 000 in pa spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetja tudi 10 000 €. Prav tako smo takrat sprejeli tudi prvo dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Beltinci in pa seznanili smo se s polletnim poročilom o realizaciji proračuna. Prav tako pa smo dejansko potem pri drugi dopisni seji pa imeli še tudi sklep, ko smo podali soglasje k razrešitvi Gabriele Kuzmas funkcije direktorice javnega zavoda za turizem, kulturo in šport. Bi kdo razpravljal o vsebini in obliki obeh dveh zapisnikov, tako 7. redne seje, kot pa tudi druge dopisne seje? Če ne, potem zaključujem z razpravo in glasujemo seveda najprej oziroma istočasno najprej o sklepu, da se potrdi zapisnik 7. redne seje občinskega sveta. Prosim za prisotnost. Hvala, glasujemo. Kdo je za sprejem zapisnika v predlagani obliki in vsebini? Sprejeto. In pa glasujemo še tudi o predlogu vsebine zapisnika druge dopisne seje občinskega sveta. Prosim za prisotnost najprej. Hvala. Kdo je za predlagan zapisnik z vsebino in pa obliko? Soglasno s 15 za. Hvala lepa. Zaključujemo s prvo točko dnevnega reda in pa prehajamo na drugo točko dnevnega reda. In sicer obravnava in sprejem odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci v prvi obravnavi in bi prosil najprej višjo svetovalko, gospod Tatjano Trstenjak, če poda na kratko predstavitev odloka. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Odlok o pokopališkem redu občine Beltinci v obliki, kot ga imate danes na mizi, je že bil predmet obravnave, se pravi, je bil že uspešno prestal prvo obravnavo in pa seveda bil tudi že v 30-dnevni javni obravnavi. To je bilo sicer v prejšnjem mandatu. Takrat je nekako bila tudi sprejeta odločitev, da se pred sprejemom v drugi obravnavi izvede temeljita finančna analiza posledic sprejema odloka. Z samim sprejemom seveda nismo hiteli iz razloga, ker sam odlok prinaša dodatne obveznosti tako za občino, kot tudi za uporabnike. Ampak nekako je zdaj Ministrstvo za gospodarstvo tisto, ki nam je nekako postavilo rok in to je konec letošnjega leta. Zaradi tega smo ponovno odlok o pokopališkem redu danes uvrstili na sejo. Zdaj na široko ga ne bi razlagala, dejansko je strukturiran na način, da ureja, se pravi, tako imenovano pogrebno dejavnost, ki vključuje tudi 24-urno dežurno službo. To je novost, ki je prinesel zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2017. Mora biti organizirana kot obvezna gospodarska javna služba in seveda prinaša za sabo določene finančne posledice. In pa potem odlok se pravi v nadaljevanju ureja tudi druge pogrebne storitve in pa potem pokopališko dejavnost, ki pa zajema urejanje in vzdrževanje pokopališč. Tu, kot ste mogoče razbrali iz odloka, se nekako zasleduje želja, da bi se pač to upravljanje v bodoče nekako poenotilo.
po vseh naseljih občine, da bi torej imeli enotnega upravljalca. Nekako se tu predvideva za upravljanje komuna, ki tudi trenutno že pogodbeno ureja in vzdržuje pokopališča. Bodoče bi se torej njene pooblastila še nekoliko razširila. Tudi že sklepajo pogodbe, bodoče bi potem tudi izdali soglasje za razne posege na pokopališče in tako naprej. Se pravi, če na kratko povzamem, nekako tiste minimalne standardne odlok ureja tudi o te pogrebne storitve, kako pač naj poteka sama priprava in izvedba pogreba. Načeloma pogrebna dejavnost še naprej ostaja tržna dejavnost, se pravi na prostem trgu se uporabniki si sami pač izvajalca izberejo. Urejanje in pa upravljanje pa se pravi pa bi potem bilo enotno preko našega javnega podjetja. Zdaj sam odlok tudi nekako ureja obliko grobov, tu se dejansko sledi trenutni ureditve. Pač iz odloka je moč razbrati, kakšni grobi so dovoljeni, govora je tudi o raztrosu pepela. Vsako pokopališče bi načeloma naj imelo prostor za raztros pepela, saj v Beltinci je to urejeno, druga naselja bodo pač to mogla urediti v bodoče. Ko ste moč razbrali iz odloka, je pač tudi, kaj se tiče pogreba izven pokopališča, je pa seveda to tudi dovoljeno samo v obliki raztrosa pepela in pa tudi seveda ob predhodnem soglasju občinske uprave. Kar se pa tiče plačila teh storitev, nekako je, se pravi, za uporabnike predvidena tako imenovana uporabnina, ki bo nekako vključevala, se pravi, celotne storitve upravljanja in pa seveda potem tudi to pokopališko infrastrukturo, se pravi, cene bodo verjetno nekoliko višje, pri čemer pa bodo pač izvajalci pogreba nekako plačevali upravljalcu neko pristojbino. Vse te cene so nekako tudi v pristojnosti potrjevanja občinskega sveta, tako da preden bo kajkoli v tej smeri storjeno, boste seveda tudi s tem seznanjeni. Hvala lepa. Na to temo se je sestal tudi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe in prosim predsednika gospoda Franca Kovača, da poda stališče in pa sprejeti sklep. Hvala lepa. Odbor se je na svoji 6. redni seji seznanil o odloku o pokopališkem redu in se z njim seznanil, tako da predlaga občinskemu svetu občine Beltinci prvič, da sprejme odlok o pokopališkem redu občine Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi. Drugič, po sprejemu v prvi obravnavi se odlok o pokopališkem redu občine Beltinci posreduje v 30-dnevno javno obravnavo, v okviru katere se pripravi tudi temeljita ocena finančne posledic odloka. Hvala lepa. Prav tako pa je o tem razpravljala tudi seveda, ker gre za odlok statutarno-pravna komisija in prosim predsednika Željka Ritlupa, da poda stališče in pa sprejeti sklep te komisije. Izvole. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Statutarno-pravna komisija se je sestala na 5. redni seji 19.9., kjer smo obravnavali predlog odloka o pokopališkem redu v občini Beltinci za prvo obravnavo. Sledila je tvorna razprava in razlaga tega odloka, tako da smo po zaključeni razpravi člani statutarno-pravne komisije ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine Beltinci in sprejeli sledeči sklep. Statutarno-pravna komisija občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o pokopališkem redu v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi in ga po sprejemu posreduje v 30-dnevno javno obravnavo, v okviru katere se pripravi tudi temeljita ocena finančnih posledic odloka. Hvala lepa. Kar se tiče tega odloka, seveda v prejšnji sestavi občinskega sveta se je o tem že govorilo, tudi sprejemalo določene odločitve, ampak smo takrat tudi na predstavništvu oziroma skupnostih občin opozarjali na določene težave pri izvajanju določil zakona, kajti tako kot marsikateri drugi tematiki se tudi pri tej tematiki težko spregleda dejstvo, da se je zakon pripravljal v luči ali pa v nekem ogledalu samo nekaterih velikih občin, velikih mest, ki določene stvari imajo urejeno na način, da seveda je zadeva takšna, kakršna je, se je pa spet spregledalo
posebnost ali pa tudi majhnost določenih občin in pa seveda specifike, predvsem pri naslednji točki dnevnega reda bo tem morda kaj več povedano tudi pri zagotavljanju 24 dežurne pogrebne službe, ampak seveda tako pač je, zakoni se sprejmejo, njih je potrebno izvrševati tudi na način, da potem podredno z izvedbenimi akti sledimo temu. Smo pač v občini Beltinci čakali do konca, smo pa sedaj vmes, mislim, da dobili že 3. ali 4. opozorilo, da moramo do konca leta pripraviti ustrezna gradiva in seveda v tem namenu je ta odlok o pokopališkem redu pred nami, pred vami. Verjamem, da v tej 30-dnevni razpravi še morda kdo bo kaj vprašal. Smo pa poskušali zasledovati pri pripravi vse tiste specifike, ki so v naši občini domače, če smem tako povedati, ki so tu in zdaj. Komuna bo bedela ali pa tako to že bedi nad tem, izvršuje določene pravice, seveda nekje izvršuje določene pravice še posamezne krajevne skupnosti, ampak zakon tega več ne bo dovoljeval. Marsikje drugje tudi, to je malo tako off the record, se bomo morali s krajevnimi skupnostmi odločiti, ali bomo lastništvo puščali kakršno je, ali bomo pa morali v luči zasledovanja tudi razpisov takšnih in drugačnih lastništvo prenesti na občino, kajti drugače se krajevne skupnosti ne bodo morale prijavljati na razpise in to pomeni, da bomo tam avtomatsko zavrženi, če bomo podajali vloge v imenu krajevnih skupnosti. To je tudi ena izmed tematik, ki jih ta zakon že nakazuje, v katero smer pač država razmišlja. Odpiram seveda razpravo o tem odloku, izvolite. Če ni, potem zaključujem, pa prehajamo po glasovanju. V tem sklepu in sicer prvič, da se sprejme odlok o pokopališkem redu v občini Beltinci predlagani vsebini in obliki v prvi obravnavi in pa seveda, da se po sprejemu pošlje 30-dnevno javno obravnavo, kjer bomo ponovno pripravili tudi še temeljito oceno finančnih posledic odloka. Prosim za prisotnost. Hvala, glasujemo, kdo je za predlagano sklepa 1 in 2. Hvala, soglasno sprejeto. S tem zaključujemo drugo točko in pa prehajamo na tretjo, in sicer na obravnavo in sprejem odloka o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v prvi obravnavi. Tatjana, prosim še enkrat tudi predstavitev tega odloka, ki je nekako izvedbeni prejšnjega. Izvole. Tako. Že v samem odloku o pokopališkem redu je bilo torej napovedano, da se bo 24-urna dežurna služba izvajala v obliki koncesije in zaradi tega sledi seveda tudi zdaj ta odlok. Zakaj? 24-urna dežurna služba je z zakonom predvidena kot obvezna gospodarska javna služba, ki se pač mora izvajati v eni izmed oblik, v kateri se lahko obvezne gospodarske javne službe izvajajo. Trenutno naše javno podjetje še pač ne izpolnjuje pogojev za izvajanje te 24-urne dežurne službe, tako da nam pač potem preostane samo način podelitve koncesije. Sled temu seveda tudi ta odlok, ki nekako določa, kateri so tisti pogoji za podeljevanje koncesije. Ko bo seveda naše javno podjetje te pogoje izpolnjevalo, tudi ni zadržkov, da bi se koncesija podelila neposredno njim. Seveda pogoji so pa dejansko kar je nekaj pogojev, tu dejansko mora biti hladilni prostor, mora biti posebno prevozno vozilo, krsta, potem mora biti tudi dovoljenje za izvajanje pogrebne dejavnosti, mora nekako biti tudi zagotovljena ta higienski minimum, pa tudi zaščita seveda zaposlenih, tako da pravim, tu je kar nekaj pogojev, ki jih pač izvajalec mora izpolnjevati. Sam postopek podelitve koncesije je tudi tako kot na vseh ostalih področjih, seveda se podeljuje preko javnega razpisa, potem sledi izbor in pa seveda podelitev koncesije. Koncesija bi se podelila za celotno območje občine Beltinci, zaračunavanje storitev pa je tako, uporabniki pač morajo to storitev plačati, cene se oblikujejo v skladu z metodologijo, ki je pač predpisuje državna uredba. In tu dejansko potem je sicer stvar potrjevanja občinskega sveta, ampak pravim pravila, kako se cena te storitve nastavlja, pa je seveda predpisano z uredbo. Tudi ta odlok se nekako zdaj predvideva sprejem v prvi obravnavi, potem pa tudi še 30-dnevna javna obravnava,
na kar bi potem seveda sledila druga obravnava odloka. Hvala za besedo. Hvala. Ponovno kot pri prejšnjem odloku predsednik najprej gospodarstva za varstvo okolja in gospodarske javne službe, potem pa še stališče in posle predsednika statutarne pravne komisije. Gospod Franc Kovač, izvolite. Hvala lepa, Šenok. Odbor se je na svoji 6. redni seji seznanil odloku, ki naj bi določil kriterije o izvajanju 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci ter predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da sprejme odlok načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi. Drugič, po sprejemu v prvi obravnavi se odlok načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci posreduje v 30-dnevno javno obravnavo, v okviru katere se pripravi tudi temeljita ocena finančnih posledic odloka. Hvala. In pa še gospod Željko, kot predsednik pravne statutarne, izvole. Hvala. Pri tej točki ni bilo podanih nobenih pripomb, zato smo po zaključeni razpravi ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarno pravno komisijo občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme odlok o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v prvi obravnavi in ga po sprejemu posreduje v 30-dnevno javno obravnavo, v okviru katere se pripravi tudi temeljita ocena finančnih posledic odloka. Hvala. Tako kot pri prej, pravim, ta odlok je več ali manj izvedbeni odlok prejšnjega odloka o pokopališkem redu, kajti med drugim je tudi izvajanje 24-urne dežurne službe, pogrebne službe je jasno navedeno. Gre torej za obvezno občinsko gospodarsko javno službo. Po vzoru, ko povemo kanalizacije, po vzoru vodovoda in pa še drugih stvari je pač potrebno tudi oblikovati odlok in pa potem tudi seveda z odlokom način, kako bomo to obvezno gospodarsko javno službo izvajali. Stališče je, da preko koncesije in pa seveda cena je tako kot pri prej navedenih gospodarskih javnih službah tudi tukaj določena z uredbo, ki je v veljavi nekje od leta 2018 naprej. Tako da tudi tukaj se bomo potem, ko bo koncesionar izbran, soočili z metodologijo oblikovanja in pa seveda končnim cenikom. Odpiram razpravo okrog tega odloka v prvi obravnavi. Izvolite. Če ni razprave, potem zaključujem in pa prehajamo na glasovanje o sklepih, podobno kot pri prejšnji točki. Najprej točka 1, seveda, da se sprejme odlok o načinu upravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe in da se da v prvi obravnavi in seveda, da se potem da v javno 30-dnevno obravnavo, kjer bomo pa tudi vse pogovorili o finančnih posledicah. Prosim za prisotnost najprej. Hvala. Glasujemo, kdo je za najprej. Soglasno s 15 glasovi. Hvala lepa. S tem zaključujemo tretjo točko in pa prehajamo na četrto točko in to je obravnava in sprejem pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v eni obravnavi. In tudi tukaj prosim najprej Tatjano, če podaš malo obravnavo in pa razlago tega pravilnika. Ponovno hvala za besedo. Občina Beltinci že več let uspešno dodeljuje subvencije za področje spodbujanja kmetijstva in tako bo tudi v bodoče, vendar pa je sprejeta uredba v letu 2022 pač naložila občini, da sprejme novi pravilnik. Sama uredba sicer ni prinesla bistvenih novosti za same občine, gre predvsem za to, da je uvedla številne nove ukrepe, ki pa na ravni občine niso izvedljivi, so torej v pristojnosti države. Pri pripravi pa pač tega občinskega pravilnika pa smo nekako mi pač ohranili ukrepe, ki so se v preteklosti pač izkazali kot izvedljivi in pa tudi kot potrebni in učinkoviti.
Tako je pač moč iz pravilnika razbrati, da nekako občina še naprej ohranja ukrep naložb v primarno kmetijsko proizvodnjo, potem tudi ukrep naložb v predelavo in trženje v okviru primarne kmetijske proizvodnje, potem še naprej se bodo subvencionirale komesacije in pa tudi zavarovalne premije. Z področja dopolnilnih dejavnosti oziroma nekmetijskih dejavnosti se prav tako še naprej ohranjajo naložbe v tako imenovano predelavo in trženje v dopolnilnih dejavnosti in pa tudi subvencije informiranja. Seveda isti ukrep, ki ostaja, je se pravi zmanjšanje kislosti tal. Tudi ta ukrep je pač, ki je tudi znotraj nekako teh programov vedno najbolj zajeten in pa na novo se nekako ureja še dodaten ukrep, to je pa tako imenovane subvencije za društva z področja kmetijstva. To je pa pač potem za primer, če bo v bodoče zaznana potreba, da se bo tudi na tem področju kaj premaknilo. Se pravi, še naprej ostaja kot do sedaj. Odbor za kmetijstvo je tisti, ki pač nekako sprejme program in s programom določi, za katere ukrepe se sredstva proračunska namenijo in pa v kakšni višini oziroma v kakšnem procentu. To bo tudi naslednja točka dnevnega reda. Seveda pa dejansko bi tu tudi želeli poudariti, da se sam pravilnik vsebini, kot je, sprejema v eni obravnavi, to je seveda v skladu z našim poslovnikom. Pravilnik je tudi že potrjen strani Ministrstva za kmetijstvo, sama vsebina, ker oni tu tudi želijo imeti nadzor nad tem, ker seveda sam pravilnik mora biti z številnimi evropskimi uredbami usklajen, da pač ne prihaja do podvajanja teh subvencij. Tako da je nekako že neka pozitivna ocena pravilnika, čakamo tudi sedaj na sprejem, objavo, da potem lahko tudi potrdijo SEMO in seveda potem v nadaljevanju sledi objava razpisa, tam nekje en mesec bo mogoče objavljene in pa seveda normalna procedura dodelitve sredstev z odločbami, sklepami in tako naprej, predhodna preveritev in pač vsi postopki, ki pač nekako pravilnik in pa tudi ta evropska zakonodaja predvideva. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Hvala za besedo. Hvala. O tem je razpravljal tudi odbor za kmetijstvo in prosim predsednika, gospod Primož Ozmec, izvoli za stališče in pa sprejete sklepe. Hvala za besedo. Odbor za kmetijstvo se je na svoji drugi redni seji 18.9. seznanil z novim pravilnikom in zato smo sprejeli sklep pod številko 5. Člani odbora so sprejeli sklep, da se občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme predlagan predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v eni obravnavi. Hvala. Hvala. In pa seveda, ker govorimo o pravilniku, internem aktu, ponovno predsednik pravno-statutarne, gospod Željko, izvoli. Hvala za besedo. Pri tem pravilnikom gre za uskladitev občinskih predpisov z nadrejeno slovensko in evropsko zakonodajo. Zato smo po zaključeni razpravi, v okviru katere ni bilo podanih pripomb, člani komisije ugotovili, da ima predlagani akt predpisano obliko in vsebino in da ni v neskladju z ustavo, zakoni in drugimi veljavnimi akti občine in sprejeli sledeči sklep. Statutarno pravno komisijo občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v predlagani obliki in vsebini v eni obravnavi. Hvala lepa. Kar se tiče tega pravilnika, predpogoj, da gre naprej v soglasje oziroma potrjevanje pristojnim ministrstvu, je sprejem najprej na občinskem svetu, zato je pravilnik pred vami. Kot veste, v proračunu imamo za pomoč oziroma za ohranjanje spodbujanje kmetijstva, gozdarstva in pa podeželja 60 000 evrov, tako da čas je, da ta pravilnik se pravi sprejmemo, ga pošljemo v potrditev in pa potem tako, kot je gospa Tatjana že povedala, izpeljamo postopke, da potem prijemo do končnega ali pa končne realizacije preko sklepov oziroma odločb tistim, ki bodo upravičeni do teh sredstev. Odpiram razpravo okrog tega pravilnika, izvolite. Če ni razprave, zaključujemo z razpravo in pa prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa in pa sicer občinski svet občine Beltinci sprejme pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci v eni obravnavi. Prosim za prisotnost.
Hvala. Glasujemo najprej, kdo je za predlagan sklep. S 15 za soglasno. Hvala lepa. Zaključujemo 4. točko in pa prehajamo na 5. točko. In sicer sprejem letnega programa ukrepov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci za leto 2023. In prosim predsednik odbora za kmetijstvo, če poda, kako se je na tem odboru nekako odločilo o posameznih ukrepih in koliko sredstev za posamezni ukrep. Izvole. Člani odbora smo sprejeli sklep, da se občinskemu svetu občine Beltinci predlaga, da sprejme predlagan program ukrepov za dodelitev pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Beltinci za leto 2023 in da naj se iz sprejetega občinskega proračuna nameni 60.000 sredstev za sofinanciranje naslednjih ukrepov. Za ukrep številka 1 pomoč za naložbe 7.000 evrov, višina sofinanciranja do 30%. Za ukrep številka 2 pomoč za okrožitev zemljišč 1.000 evrov, višina sofinanciranja do 100%. Za ukrep številka 3 pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem 1.000 evrov, višina sofinanciranja tu 30%. Za ukrep številka 4 pomoč za plačilo zavarovalnih premij 11.000 evrov, višina sofinanciranja je do 10%. Za ukrep številka 5 naložbe dopolnilnih dejavnosti 1.000 evrov, višina sofinanciranja do 40%. Za ukrep številka 6 izobraževanja 500 evrov, višina sofinanciranja 50% in zadnji ukrep številka 7 rodovitno ostale, tu je 38.500 evrov, višina sofinanciranja pa do 50%. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo okrog tega letnega programa. Slišali smo, kako so dejansko na odboru, kjer je sestava odbora več ali manj takšna, da so ali pa da sedijo strokovnjaki in pa tudi sami tisti, ki se s kmetijstvom tržno ukvarjajo. Verjamem, da je nastavljeno tako, kot naj bi bilo po vzoru tudi prejšnjih letnih praks, kjer smo ugotavljali, da vseeno ti ukrepi nosijo pozitivne posledice. V letošnjem letu je to ta, kar se pa tiče za prihodnje, pa seveda v skladu z morebitnimi trendi v kmetijstvu se bomo odločili morda tudi drugače. Glede razprave, če ni razprave, potem zaključujem z razpravo in pa predlagam seveda sklep, ki je napisan za menoj v glasovanje, gre torej za ukrepe številke od 1 do 7, tako da prosim za prisotnost najprej. Hvala, glasujemo, kdo je za predlagan vsebino obliko letnega programa. Hvala, soglasno za. Zaključujemo 5. točko in pa prehajamo na 6. točko dnevnega reda. In sicer rebalans številka 1 proračuna občine Beltinci za leto 2023 in pa sprejem sklepa o dodatni dolgoročni zadolžitvi. Kar se tiče seveda rebalansa, smo že nekako v polletnem poročilu nakazovali to, da se bo rebalans sprejel malo septembra, oktobra nekje. Razlogov je seveda kar nekaj tudi, ali pa predvsem so razlogi tisti, ki jasno vsako leto determinirajo tudi izvrševanje proračunov. Nekateri so takšni, ki jih ni moč dejansko ali pa na nje ni moč vplivati, nekateri pa so seveda taki, da zaradi prijav, razpisov, kakorkoli povedano, potem ugotavljamo, da je ali vrednost, ki je bila namenjena prenizka, ali jo je potrebno korigirati. In seveda smo v letošnjem letu že na začetku napovedovali izjemno investicijsko obdobje, kajti če potegnemo samo črto pod tistimi največjimi projekti, ki jih izvajamo, je to nadgradnja druga faza vodovoda, slabi v 2 milijona skoraj, potem izgradnja manjkajoče infrastrukture v poslovni industrijski coni v Beltincih, 1.400.000 pa nekaj evrov,
Potem seveda medgeneracijsko središče v Beltincih, skoraj pol milijona nekje, in tudi potem seveda določene izvedbe na cestiščih oziroma tudi na obstoječih vodovodih. Tako da, če potegnemo hitro črto, ugotavljamo, da je tega investicijskega potencijala, ki se izvaja oziroma je saj pri vodovodu in pa pri zeleni poslovni industrijski coni zaključen čez 3 milijone, skoraj 3,5 milijona, in brez nekih sprememb bi težko izvajali te stvari, še posebej pa veseli dejstvo, da smo vseeno uspeli ogromno sredstev dobiti sofinancerskih, kajti brez teh sofinancerskih sredstev bi verjetno ostali na vodovodu, kaj več ne bi izvajali, tako pa smo recimo za poslovno industrijsko cono prejeli čez 1 milijon evrov, tudi medgeneracijski center je 200 000 evrov slabih, in pa seveda pri vodovodu čez 1,5 milijona se meni zdi sofinancerskih sredstev. Tako da smo tudi tu bili uspešni, trudimo se seveda še naprej prijavljati projekte na tiste razpise, ki so ali pa ki bodo odprti, in verjamem, da bomo uspešni. Tudi recimo obnova mlina in pa Broda je zaključena, tudi tam smo bili uspešni, čakamo samo še v podpis pogodbo. Jaz verjamem, da bo strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ta pogodba v kratkem tudi prišla. Sklep o izboru je bil posredovan, tudi tam je 350 000 evrov sofinancerskih, nekje končna vrednost je čez 0,5 milijona. In se pravi, trudimo se, finančna perspektiva stara se seveda zapira, tam kaj pričakovati več ni moč, nova je pa pred nami, ampak če se bo trend nadaljeval v tej smeri, kot trenutno je, bomo tudi mi primorani vsaj naslednje leto ustaviti marsikatere investicije, kajti ne glede na dvig povprečnine, ki se je zgodil v koncu lanskega leta na 700 evrov, ugotavljamo, da je bil med letom ali pa takoj že na začetku leta skoraj da uničen z sprostitvijo plač v javnem sektorju, tudi z odpravo plačnih nesorazmerij, pa tudi z umeščanjem v vrtcih višje plačne razrede. Potem seveda energetska draginja, tudi porast cen v gradbeništvu, nenormalen porast cen, tudi to, da ni vmes bilo na zalogi določenih artiklov oziroma ponudba se krči. Tako da je potrebno biti zelo pazljiv, predvsem v drugem letu, kajti država že z rebalansom proračuna za naslednje leto nakazuje, da bo velik delež sredstev šel za popoplavne ukrepe, kar pomeni, da vse tisto, kar ni nujno, se bo verjetno dalo začasno na stand-by. Sam pričakujem sicer, da se tega ne bomo loteli tak prek palca, ampak da bomo delali od primera do primera, kajti ustaviti razvoj celotne občine oziroma s tem tudi države ni smiselno. To se je videlo tudi v 2012, ko smo z UIF-om zaustavili dejansko delovanje celotne države in utrpeli škodo v milijardnih zneskih. Jaz verjamem, da smo se na teh napakah nekaj naučili, da ne bomo ponavljali tistih napak. Ampak tudi pri pogajanjih za naslednje leto okrog povprečnine se ne premikamo nikamor, kajti skupnost občin, pa združenje občin, pa tudi združenje mestnih občin imamo svojo višino, ki je ponderirana na vseh teh povišanjih, ki smo jih bili deležni med letošnjim letom, in pa seveda tudi iz naslova inflacije. Če pogledamo samo iz naslova inflacije, če je 10%, to pomeni 70 evrov pri povprečnini, in nekako se sedaj cena oziroma višina povprečnine predlagane strani skupnosti občin oziroma združenj občin nekje slabih 800 evrov. Zdaj, se pravi, da niti kaj dosti ne želimo več, gre samo za uskladitev z inflacijo in pa seveda tistim delom stroškov oziroma tistih finančnimi učinki, ki smo jih bili pač podvrženi, pa nismo imeli vpliva. To je dejansko nekako pogojevalo tudi sam proračun v letošnjem letu. Tudi kaj več o tem bo seveda naš računovodja še povedal okrog obrestnih mer pri kreditih in pa določenih stvareh. Tudi tam je potrebno opozoriti, da se stvari zategujejo, slabšajo. In jaz verjamem vseeno, da bo država toliko prisluhnila, da ne bo ustavila razvoja
pa ne samo na občinah, ampak tudi v gospodarstvu gledano s celoto, kajti verjamem, da bomo teh 4-5 milijard lahko uspeli najti drugje. Razvoj države, razvoj občin in pa gospodarstvo pa verjamem, da se bo peljal naprej. Torej, to je dejansko nekako tisto, kar je pogojevalo predvsem rebalans proračuna, po posameznih postavkah oziroma določene postavke pa bo seveda še računovodja predstavil, tako da izvole. Hvala za besedo, župan. Lep pozdrav vsem. Župan predlaga rebalans občinskemu svetu, ko ukrepe, ki so zapisane v samem odloku, več niso zadostni, da bi se zadeva uravnotežila. Gradivo, če gledamo tabele kot take, se pravi, imamo odlok, ta se tudi objavi v uradnem glasilu občine. Zamenjana je tale tabela po splošnem oziroma po ekonomski klasifikaciji splošni del bilanca ABC. Zamenjana je tabela po inštitucionalni klasifikaciji. Bistvena sprememba tukaj je, da smo prejeli dejansko tistih 39 tisoč evrov sofinanciranja las za Majož v Gančanih in da ne bi podvajali s prepisi realizacije krajevnih skupnosti prometa prihodkov in odhodkov. Smo se odločili, da predlagamo takšno varianto, da transferne prihodke znižamo nazaj na 34 tisoč evrov, to je 1 tisoč evrov več, kot je sicer krajevna skupnost Gančani bila upravičena dobiti po merilih iz preteklosti. 39 tisoč evrov pa se evidentira kot njihov lastni prihodek, ker je dejansko denar tudi prišel na krajevno skupnost in je bil isti dan tudi preodkazan občino, ker smo dejansko denar zalagali. Tako da tole je sprememba v tej tabeli. Glede na vse spremembe, ki so se zgodile v posebnem delu, je tudi nova tale tabela po programski klasifikaciji, ki se v odloku objavlja. V 4. členu imamo znesek tekoče proračunske rezervacije. Z županom ocenjujemo, da bo ta znesek zadosten, da se pokrijejo nepredvideni izdatki oziroma premalo predvideni izdatki do konca leta. In 1 milijon 100 tisoč, kolikor smo imeli predvidenih za dolgoročno dodatno zadolžitev, se nadomesti z 1 milijon. Vemo, da smo napovedovali oziroma že sprejemali v letošnjem letu tudi sklep, da bi se naj zadolžili vsega za 500 tisoč evrov, ampak zadeve se tako odvijajo, da so ti veliki projekti praktično pri koncu in smo pač predebatirali, prediskutirali, preračunali, da je to najmanjši možni znesek, kolikor je potrebna dolgoročna dodatna zadolžitev, da zvozimo leto, pa še ob tem naj opozorimo, da verjetno realizacija ne bo kaj dosti više od 90%, predvsem zaradi kapitalskih prihodkov. Če bodo leti realizirani 100%, bo lahko tudi realizacija odhodkov 100%, v nasprotnem primeru pa pričakujemo nekoliko nižjo realizacijo, recimo za 10%. Tabele, ki se potem pojavljajo v tem gradivu, so običajne kot pri samem proračunu, se pravi, to je bilanca ABC, do 4 mest po ekonomski klasifikaciji prihodki, odhodki, zadolževanje za vse proračunske uporabnike, ki so vključeni v proračun občine Beltinci. V ta prvi del spada potem tudi programska klasifikacija oziroma funkcionalna klasifikacija za vse proračunske uporabnike. Prihodki po proračunskih uporabnikih in na kontih ekonomske klasifikacije do konta natančno in odhodke, prav tako za vse proračunske uporabnike. Sprejeti proračun, rebalans, indeks 1 proti drugemu in vse povsod, kjer je v tem posebnem delu pri indeksu zadeva različna od 100, smo v začetku, se pravi, pripravili tudi obrazložitve oziroma razloge, zakaj se zadeva predlaga za spremembo. Ker začenjamo že z najemom dolgoročnih kreditov, se bomo preselili potem pri obrazložitvah na tale tretji del. Se pravi takole, 1 milijon 100 smo imeli predlagano za sprejetim proračunom. Predlagali smo potem 500 tisoč evrov za odplačilno dobo 10 let. Naj povem, da se je samo ena banka takrat prijavila, sicer res, da smo samo 2 prosili in s tem pač ne moremo primerjave narediti, pa iti po soglasje z ministrstvom. Dejansko je pa tudi že so zapadali
zapadale valute za te večje projekte. Imeli smo situacijo za 480 tisoč evrov zadnjo za ureditev zeleno-poslovne industrijske cone. Zaradi tega se je župan odločil za najem kratkoročnih likvidnostnih sredstev in glede na to, da imamo dejansko več kot 1 milijon lastnih deležev v investicijah, sedaj predlagamo tale sklep, da se občina dodatno zadolži za 1 milijon do 10 let odplačilne dobe. Pravilnik, ki ureja zadevo okoli zadolževanja, se pravi letno odplačilo glavnice in obresti ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov preteklega leta, v katere se ne vključujejo transferni prihodki za investicije in prejete donacije, se pravi najvišje možno zadolževanje, letno odplačilo glavnice in obresti za občino Beltinci je možno v višini 756 tisoč evrov. Po vseh obstoječih dolgoročnih kreditnih pogodbah imamo zaenkrat kvoto zasedeno v višini 543 tisoč 751 evrov. Zdaj tale MGRT sredstva se ne vštevajo v možni obseg zadolževanja, prav tako ne prejeta sredstva po kratkoročni zadolžitvi do prejema sredstev za sofinanciranje medgeneracijskega centra, tudi o tem smo praktično sprejeli sklep. Tudi če se bo zadeva prenesla prek leta in bomo dejansko potrebovali za to soglasje ministrstva, se to v kvoto ne bo vštevalo. Razlika je se pravi 212 tisoč. Z dodatno zadolžitvijo predvidevamo poseg v tale limit za 115 tisoč, s tem, da bo prvi obrok zapadal v letu 2024. Naj pa povem, da tudi v 2024 zapada zadnji obrok za odplačilo 10-letnega kredita, ki smo ga najeli pri NLB. Zakaj se bo uporabljal ta najeti kredit? Za lastne deleže pri medgeneracijskem centru in zeleni poslovni industrijski coni, to je skupaj 800 tisoč evrov, 100 tisoč pri vodovodu sistema B in 100 tisoč za investicijsko vzdrževanje cest. Zdaj pa pogledajmo razlike, ki so predlagane v posebnem delu in so potem rezultirane v splošni del proračuna, se pravi, tega smo obrazložili, najeti krediti. Pri tem sofinanciranju skupnih projektov Krajevne skupnosti ZTKS smo imeli v mislih vračilo sredstev od KS Gančane oziroma sodelovanje Krajevne skupnosti Beltinci pri obnovi asfaltnega igrišča v Beltincih. Ta projekt je predviden v letu 2024 in bomo potem pri rebalansu za leto 2024 se pogovarjali o potrebni višini teh sredstev, glede na to, da na Fundaciji za šport ta zadeva ni bila sprejeta za sofinanciranje. Gančane pa smo, kot smo prej povedali, pri tabeli po institucionalni klasifikaciji predvideli, da se rešijo na drugačen način. Nismo vključevali oziroma smo zdaj šele vključili sofinanciranje PGD Lipovci za nabavo gasilskega vozila, nekaj še sicer pričakujejo oziroma so prejeli od Ministrstva obrambo, vendar še ni prišlo na občinski zakladniški račun. No, tale, ki smo ga poskušali čim bolj znižati za prodajo stavbnih zemljišč, je pravim mogoče še vedno v pretiranem znesku zapisan in bo od njega v glavnem odvisna realizacija konec leta. Nekatere zadeve pri prihodkih praktično samo prenašamo iz enega na drugi konto, tako smo imeli pri Ministrstvu za gospodarske dejavnosti skupni znesek sofinanciranja zeleno poslovne cone in Brod in Mlin na Muri in je zdaj ostal samo letošnji znesek za Brod in Mlin. Bomo videli, če se bo to leto začelo, kot je župan že povedal, sklep je, pogodbe zaenkrat še ni, tako da od tega je tudi odvisno, kdaj se bo k samemu projektu sploh pristopilo. Pri Ministrstvu za kulturo sofinanciranje smo imeli predvidenih 20 990 kot 100% financiranje obnove Pila v Bratoncih, tukaj nismo bili izbrani. Za drugi projekt iz področja kulture, kjer je bil poziv Ministrstva za kulturo, to je izboljšanje tehničnih pogojev v kulturnem domu Beltinci, pa smo glede na neodobritev sprožili upravni spor in pričakujemo, da zadeva prej kot leto 2024 ne bo realizirana in smo zato tudi sam projekt vpisali v načrt razvojnih programov za leto 2024. Ministrstvo za obrambo je namensko po naravnih nesrečah na proračun že nakazalo 20 500 evrov. Tukaj smo vložili tudi zahtevek po poplavah, ki še ni realiziran in v primeru, da bomo do kakšen znesek prijeli, bomo potem praktično
povišali prihodke in uporabili določilo zakona o javnih financah, da za prejeta sredstva namenskega sofinanciranja povečujemo tudi namenske izdatke. Pri inšpektoratu ne gre sicer za veliko razliko, ampak smo kljub vsemu zmanjšanje teh prihodkov vključili v rebalans proračuna, ker je letos Ministrstvo za javno upravo prvič zavrnilo sofinanciranje strokovnega sodelavca v inšpektoratu, ker sofinancirajo, pravijo, tako so zdaj zakon prebrali po novem, samo strokovni kader, to se pravi samo inšpektorja. Zato tudi predlagamo, da se kadrovski načrt v medobčinskem inšpektoratu dopolni z enim delovnim mestom inšpektor, s tem, da ne predvidevamo, da bi se v letošnjem letu naj zaradi tega kakorkoli sredstva za plače poviševala. Fundacija za šport je delno sofinancirala slačilnice v Lipi. Na tej postavki druga prejeta sredstva državnega proračuna je pa zdaj potem znesek 1.060.000. Naj povem, da je v mesecu septembru to sofinanciranje bilo tudi 100% izvedeno, kakor tudi 100% stroški. Še nekaj manjših prihodkov, ki so se glede na realizacijo, se pravi, uskladili. Se več ne morem gibati. To je to. Pri drugih krajevnih skupnostih KS Ižakovci je edina popravljala svoj okvir prihodkov. Pri KS Gančani smo napovedali, da je teh 39.000 evrov povišanje lastnega prihodka kot sofinanciranje projekta. Se pravi, skupno znižujemo tale rebalans za 332.248,12. Sicer smo napovedovali, da bo bistveno več, ampak zadeve se odvijajo zelo hitro. In zaenkrat smo jih še uspeli nekako s kratkoročnimi zadolžitvami dejansko pokriti. Potem pa postavke, pri katerih predvidevamo zmanjšanje oziroma povečanje. Pri županu so to prireditve, promocija sponzorstva, znižanje tekoče proračunske rezerve, se pravi bistveno več prireditev, kot je bilo pri predlaganju plana predvidenih, in tudi večje želje neprofitnih organizacij, kjer župan po svoji presoji pač zadevo donira. Nakup zgradb, nekatere postavke smo samo premestili, se pravi, če smo imeli v načrtu pridobivanja določeno zgradbo in je vse to bilo vpisano pod nakup zemljišč, smo potem, ko je zgradba dejansko bila kupljena, to zadevo povišali tole postavko nakup drugih zgradb in zmanjšali ustrezno nakup zemljišč, s tem za tudi celotno postavko nakup zemljišč glede na postopke, ki so v teku, predvidevamo za znižanje. Potem v dogovoru s KS Dokležavje se bo letos proti koncu pričelo z to že večkrat odlašano obnovo vaškega doma v Dokležavju, s tem, da plačila predvidevamo, da se bodo zamaknili v naslednje leto. Pri večini investicijskih postavk je župan potem prestavil zadevo v načrt razvojnih programov iz leta 2023 v leto 2024. Obnova KS Bratonci poteka. Pri vseh tistih, ki so bili za znižanje, je pa enostavno obrazložitev napisana, da je zadevo pač po oceni do konca leta in dejanske realizaciji možno znižati, ker glede na nekatere visoke povišanje, čeprav ne procentualno visoka povišanja, tako pri zeleno-poslovni industrijski coni kot pri medgeneracijskem centru, je pač bilo treba nekje balansirati zadevo. In vse povsod, kjer je pač to bilo možno, je župan predlagal znižanje. Tekoči odhodki za civilno zaščito morajo biti povišani zaradi naravnih nesreč in akcij, ki so se v zvezi s tem dogajale. S tem, da pa še nismo dobili nobenega oprijemljivega načrta nabav, kar se tiče opreme civilne zaščite, zato predlagamo, da se tudi ta sredstva preselijo v naslednje leto, ko se bo naredil konkreten popis okoli tega, kaj se potrebuje. Investicijsko vzdrževanje cest je ena tistih postav, kjer nimamo nobenega sofinanciranja in je zadevo pač možno preseliti v naslednje obdobje.
Tako je tudi pri nadzorih in projektih za prometno infrastrukturo in pri prometni signalizaciji. Pri tekočih transferih za komunalne objekte, se pravi tekoče vzdrževanje komunalnih objektov, javna razsvetljava in električna energija, vidimo po sedanji realizaciji, da je sredstva tudi možno za predlagani znesek znižati. Pri Zavodu za turizem in kulturo, da bi ta pravna oseba glede na zelo okrnjeno turistično ponudbo občinsko preživela do konca leta, bi bilo potrebno, da pokrijemo vsaj izkazano izgubo iz preteklega leta, zato predlagamo povišanje teh tekočih transferov za 30 000 evrov. Potem so to investicije, ki so iz razlogov, ki jih je župan že omenil, povišanje cen oziroma niso bile vsa dela predvidena v osnovnem znesku investicije, se pravi pri vzpostavitvi družabnega prostora Lipa za 28 600. Projekti, objekti, turizem, tukaj je bilo nujno, da smo pridobili denar za sofinanciranje Broda in Mluda izdelati turistično strategijo. Zojot, o tem smo že sklepali pri sprejemanju poletnega poročila. Tukaj smo imeli predvideno pri tekočem vzdrževanju komunalnih objektov, da bi se naredil kataster kanalizacije. Dejansko se ni še pristopilo k temu in so ostanek sredstev je predviden za sofinanciranje delovanja občinskega urbanista. Pri novogradnjah kanalizacije je v dogovoru z izvajalcem gospodarske javne službe nekaj, kar je pač nujno potrebnega za investicijsko vzdrževanje na čistilni napravi, predvsem prav tako pri investicijskem vzdrževanju vodovod. Nakup opreme za ŠRC-je, se pravi določena igrala so bila sofinancirana pod postavko investicijsko vzdrževanje vrtec, tako da to postavko je možno na polovico znižati. No, pri objektih za rekreacijo predvidimo pri Gančanih, da se bodo tarče nabavljale oziroma plačale v drugem letu, čeprav smo si zadali, da bi se polovica nabavila letos, polovica naslednje leto. Ižakovci bodo zgodbo pripeljali do konca. Za fitness v osnovni šoli je predhodno potrebno urediti prostor, pri športnem parku Beltinci pa predlagamo obnovo slačilnic dvofazno, delno v letu 2023, delno v letu 2024. Projekte ne potrebujemo v tej višini, zato ker so že pripravljene praktično tako za atletsko stezo, ki jo imamo v načrtu razvojnih programov, tako tudi za nove slačilnice oziroma vse druge spremne prostore pod tribunami. Pri stanovanjskih objektih smo recimo predvidevali obnovo tega stanovanja, ki smo ga potem se s sklepom odločili, da se bo prodalo, to je tu Elektro, Panonska ulica, no potem pa tale povišanja, kot smo rekli, ZPIC za 75 000 evrov skoraj, nakup zemljišč smo že omenili, kulturno-zgodovinske spomenike tudi. Glede na razpis, ki smo ga objavili za tale obnovo kulturno-zgodovinskih spomenikov ostalih, pa se glede na prijave, se pravi, je možno, da se zadeva nekaj zniža, čeprav smo zdaj v zadnjem času dobili tudi predračun za Pil Bratonci, ki naj bi bil dejansko na pol nižji od tistega, kar je bilo predvideno v projektu in naj bi se približno ista dela opravile, tako da župan ima možnost, da za določeni odstotek postavko povišanja, se pravi že v letošnjem letu pri klasificiranem obnovitelju dejansko naroči, da bodo dela strokovno opravljena. Realizacija sili za povišanje založniških in tiskarskih storitev, nekaj zmanjšanja pri reševanju romske problematike. Tukaj je sicer v Špilu bilo zamenjava ostrešja, ampak se bojimo, da bo to potegnilo še marsikaj večjega za sabo. Tule potem medgeneracijski center, o tem smo dejansko že sprejeli sklep, to je dejansko zneskovno najvišje povišanje za 85 500 glede na prejete ponudbe, to je v fazi izvedbe. Pri teh popustih pa vidimo, da se je dejansko več ugodnosti koristilo, kot smo predvidevali, se pravi enomesečne odsotnosti, ki potem padajo v kompletu v breme občine, več stanovanjskih kreditov pri starših, znižanje za en plačni razred in podobno. No, tale je
precej alarmantna, ko je župan tudi že omenil, se pravi rast Euriborja nam kvoto znižuje dejansko, ne, se pravi tisto, kar imamo zdaj pri sklepu za zadolževanje napisano, da imamo še prostih 212 000, se s tem predvidenim zneskom še za dodatnih 40-50 tisoč evrov dejansko znižuje, ker toliko bo odplačil obresti do konca leta 2023. 80 tisoč od tega za dolgoročne zadolžitve, 10 tisoč pa predvidevamo za kratkoročne, ker plačujemo tudi Rogaševcem del, oni namreč tudi investicijo plačujejo oziroma izvajalcem plačujejo, tako da se kratkoročno zadolžujejo in potem na partnerje v projektu ta znesek obresti prezaračunavajo. Pri odplačilu glavnice pa smo še enkrat pregledali amortizacijske načrte in praktično nimamo naslednje leto zadnjega odplačila tega NLB-ja iz 2013, ampak v letošnjem letu zato tudi tu ustrežno zvišanje. No, o tem spremembi kadrovskega načrta smo dejansko povedali pri prihodkih. Če pogledamo še pri tabelah, edino tabelo načrta razvojnih programov, ostale pri splošnem in posebnem delu smo pregledali, se pravi pri tem tekočem delu subvencij praktično ni sprememb. Spremembe se praktično tu tudi ne vidijo, ker imamo samo predlagani znesek v letu in potem še 3 leta za naprej. Dokležavje se je znižalo, razlika se je preselila v naslednje leto. Tule se pravi druga osnovna sredstva, to smo v obrazložitvah zgoraj tudi imeli napisano, da smo predvidevali 3 kontejnerje pri ribiškem domu ŠRC Dokležavje in ŠRC Bratonci, 2 od tega sta bila izvedena, ŠRC Bratonci predvidevamo, da se bo plačilo zamaknilo v letu 2024, oprema za civilno zaščito, prenos oziroma drugo leto bomo glede na potrebe odločali o tem znesku, ko bo rebalans predvidoma marca ali aprila 2024. Pri gasilstvu ni sprememb, pri cestah znižanje v letošnjem letu, povišanje naslednje leto. Lipa zaključena v letošnjem letu, dejansko tudi plačana. Vodovod ni sprememb, se pravi, tu imamo skupno cifro tekočega in investicijskega 1 823 v letošnjem letu, od tega je lastnih sredstev, morali bi izračunati skupaj približno 150 tisoč evrov. Pri vzdrževanju vodovoda investicijskega, to je kar gre iz omrežnin, predvidevamo za 10 tisoč znižanje, povišanje v naslednjem letu. Prav tako je pri objektih obrazložitev podana bilaže. Družabni prostor, Lipa smo Nendrik videli, se pravi medgeneracijski center, 489 tisoč in to je načeloma tudi vse, kar se tiče teh sprememb. Za neko zagotavljanje lastnega deleža, za investiranje projektov v bodoče bo verjetno treba razmišljati o zniževanju kakšnih subvencij, če se bo zadeva nadaljevala v tej smeri, upamo, da se bo trg denarja stabiliziral in da bo ta obrestna mera spet v neko normalo prišla, kar bo omogočilo naprej razvoj občine. Hvala lepa za obširno predstavitev. Seveda pa je na to tematiko obravnaval in pa tudi povedal svoje odbor za proračun in finance občinskega sveta in prosim predsednika gospoda Ivana Zajca, da poda stališče in pa sprejeti sklep pristojnega odbora. Ja, lepo pozdravljeni. Slišali ste obrazložitev računovodje in župana. Tudi na 6. seji našega odbora za proračun in finance smo pregledali rebalans in vse glavne postavke, ki vplivajo na rebalans in sprejeli sklep, da odbor predlaga svetu občine Beltinci, da rebalans 1 proračuna občine Beltinci za leto 2023 sprejme v predlagani obliki in vsebini in sprejme tudi predlagana sklepa o veljavnosti načrta razvojnih programov in dodatni dolgoročni zadolžitve. Hvala. Tako kot je računovodja povedal, dejansko realizacija bo nekje 90% prek palca, kar je več ali manj solidno oziroma
glede na realizacijo marsikaterih občin bistveno više in bistveno boljše. Prav tako pa je s tem zadnjim stavkom, ki ga je dejansko nekako povedal, potrebno tudi razmisliti o vseh teh subvencijah, ki jih občina na vse zadnje daje, tako občankam in občanom, kot tudi gospodarskim družbam. Če damo zraven še subvencije za delovanje društev in pa vsega ostalega, prijemo mi prek tako na hitro skrog 700 000 evrov po mojem na letni ravni. Tako, če gledamo v 4-letnem mandatu, je to tudi slabih 2 800, skoraj 3 milijone. Tako, tudi v tem se bo, kolikor bomo iskali vire za financiranje kakih projektov, ki bodo tudi primerni za nadaljni razvoj občine, potrebno razmišljati, kajti takrat, ko nekako pred pristojnimi ministrstvi poradi povemo, da nam primanjkuje sredstev, seveda na ministrstvih pogledajo tudi te postavke. Tako da pravim, po eni strani pa seveda se zavedamo, da občina mora biti tudi socialno naravnana in jaz verjamem, da smo še kako socialno naravnani in da bomo ta balans med po eni strani investicijsko naravnanostjo in pa socialno naravnanostjo vedeli vzdrževati. So pa seveda, verjamem, pred nami dokaj zahtevni časi, ne rekel težki, ampak zahtevni, ko se bo potrebno spopasti tudi z marsikaterimi razpisi, ki so transnacionalnega značaja, ki niso samo vezani na državni nivo, ampak so dejansko tudi povezani z mednarodnimi razpisi evropskimi, kamor se kot občina smo prijavili. Jaz upam, da bomo v roku kakih meseca 2 že dobili tudi končno odločitev vezano na Podonavje. Jaz upam, oziroma sem prepričan, da bomo tam tudi uspešni, kar nekaj sredstev potem seveda tudi prejeli. In to je morda potem tudi pokazatelj tega, kamo se bomo morali obračati. In seveda v tej luči tudi povedati vsem tistim, ki nekako so z naše strani ustanovljeni, se pravi tudi razvojne agencije oziroma razvojni centri, da bo potrebno še bolj sodelovati in pa iskati projekte, kjer bomo imeli multiplikativne učinke tudi mi kot ustanovitelji oziroma solastniki v našem okolju in da se ne bo gledalo samo za nekimi vsebinami, ki prinesejo na kratki rok sicer nekaj sredstev, morda kakšno zaposlitev 2, ampak to je pa potem tudi končni učinek. Tako da pravim, glede tega je bilo po mojem vse povedano, tudi zadolžitev je za 100 000 evrov nižja, ker verjamemo, da bomo s temi projekti, ki jih imamo še za zaključiti, tudi to uspeli narediti. Sedaj pa odpiram razpravo okrog rebalansa 1 proračuna. Izvolite. Če ni razprave, potem zaključujem z razpravo in pa prehajamo na glasovanje o predlogu sklepov, in sicer 1, 2, 3, torej najprej seveda, da se sprejme rebalans 1, potem, da se načrt razvojnih programov uporablja do sprejema rebalansa proračuna za leto 2024, kar bo najverjetneje marca oziroma najpozneje aprila, in pa seveda, da se seveda to zadolževanje sedaj izvede tudi z najugodnejšim ponudnikom in pa ročnosti do 10 let. Prosim za prisotnost najprej, izvolite. Hvala. Glasujemo najprej, kdo je za predlagane sklepe 1, 2, 3. Hvala, soglasno. S tem je rebalans proračuna sprejet. In zaključujem 6. točko, prehajamo pa na 7. točko, in sicer sofinanciranje avtobusnih prevozov osnovnošolskih učencev v osnovno šolo Beltinci v šolskem letu 23-24. Glede na to, da je dejansko o tem največ razpravljal odbor za negospodarstvo družbene dejavnosti, prosim predsednika Igorja Adžiča, da poda seveda ali pa predstavi razpravo na odboru in pa potem tudi končne izsledke v obliki sklepa. Izvoli, Igor. Župan, hvala za besedo, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Kot vidite, se danes odločamo v bistvu o sofinanciranju avtobusnih prevozov v osnovno šolo Beltinci in pa razvoz iz osnovne šolnice za naslednje šolsko leto. V bistvu to že poteka, vsako leto posebej sprejemamo sklep. Letos je v osnovno šolo vpisanih 599 učencev z 8 krajevnih skupnosti in pa z 2 zaselkov. Prijavilo se je za uporabo avtobusnih prevozov 412 učencev. To je v bistvu vsota vseh tistih,
ker jim po zakonu pripada ta prevoz, to je prvošolčke, zaselek Hraščica, Nemščak, Melinci, Lipa in pa vsi drugi ostale. Mi se imamo zavezo, po zakonu minimalno, ko bi bilo, financirate 153 učencev, kar predstavlja 25,5%. Mi smo se odločili sofinancirati 412 vseh prijavljenih, kar predstavlja 68,7% vpisanih otrok. Tu veliki delež odpade na Beltinske, ker so tudi oddaljeni 2 km od šole in se z nobenim drugim prevozom v bistvu ne morejo, ampak bom prav po poti, ki je verjetno najbolj nevarna, predvsem pri prečkanju G1 skozi 3, ker župan rad večkrat poudarja, na leto bom prav potuje čez 3 milijone vozil, kar predstavlja veliko varnostno tveganje. Opravljen je bil javni razpis, izbran je bil avtobusni ponudnik, avtobusni promet Murska Sobota. Cena za realizacijo tega javnega razpisa je 141.300 evrov skupaj z DDV-jem. V šoli se dnevno vrši 11 privozov in pa 8 odvozov skupaj, torej 19 relacij. Nekateri, glede na burno bom prav dogajanja na sveti staršev, na zadnjem sveti staršev v osnovni šoli, vseeno ne razumejo. Ko občina pristopi k financiranju tome prostovoljno, z največjim posamičnim zneskom v proračune, kar se tiče storitvene dejavnosti, kajte, če bi financirali samo tiste, ki so zakonsko zavezani, bi končali nekje na 35.000 evrov, zdaj končavljamo rahlo čez 140.000 evrov. Torej, če smo imeli pri prejšnji točki proračun, bi trebalo poudariti, ko smo vedno še zelo, bom pravil, neka občina, ki namenja pozornost, svojo družbeno odgovornost čez zakonske meje in ljudje to morajo oceniti. Te prevoze smo uvedli leta 2010 sklepom občinskega sveta, neobvezne je zakon, mislim, je država zakonom uvedla in smo v ta namen do zdaj potrošili v 13 šolskih letih okrog 1.800.000 evrov. To je zelo veliki znesek za našo občino, kjer je raven primerne porabe 6 milijonov v zdajšnji čas, takrat je to predstavljalo pred 10 letami dosti večji delež na 4,5 milijone in pa tudi prevozi so se racionalizirali skozi vso to obdobje, kajti nemogoče je, kot je želja nekaterih dve največjih vasih poleg Beltinec, to so Lipovci pa Gančani, ko bi avtobus krožil nekje, mogoče šofer šel dol pa koga potegnil za nogov, ko bi te šel na avtobus. Iz vsega toga smo tudi sprejeli sklep, ko predlagamo tako vodstvi šole in pa tako občinski upravi, ko bomo na preskok kontrolirali udeležbo na teh avtobusih. Predvsem iz toga, ko bomo videli, kakšna je dejansko dnevna udeležba od teh 412 prijavljenih, kajti zdaj se mi tisti, ki najbolje vozijo starše mimo prevozov, ki jih občina plačuje, vedno imajo neka hotenja, ko bi njihov otrok še bil s tem avtobusom prepeljani na trening, na verovk, kamorkoli drugam. Če bi nam to finance omogočile, bi verjetno tudi k tome pristopili. Danes je situacija, kot ste videli, v rebalansu relativno zategnjena in v tom trenutku financiramo zelo velik obseg prevozov. Smo srečni na ta način, vendar moram povedati samo do te čas, dokler bomo to lahko financirali. Kajti tu bom pravil, se premalo ceni, ta znesek 100.000, ki se nad zakonskimi določili namenja staršem, otrokom, pa še na koncu si ob tak velikom zneski lahko tudi kritizirane. Hotenja, pravim, so večja, zaenkrat je tako, je plačnik, odločevalec, če pa kdo misli, ko bi lahko kakšnekoli dodatne avtobuse, vedno so odpreta vrata, sejna soba, odbor, direktor občinske uprave, tajnica, župan, se pogočimo, pa tudi povemo, koliko to košta, pa kako da se to plačivalo dodatno, vendar nikakor ne iz občinskega proračuna. V ta namen smo, bom prav, tudi sprejeli sklep 37/2023, ki pravi, Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Beltinci, da poda soglasje, da se v šolskem letu 2023/2024 iz občinskega proračuna 100% sofinancirajo avtobusni prevozi vseh učencev vozačev v osnovno šolo
v osnovno šolo in nazaj domov, in sicer iz vseh vasi in zaselkov v občini, kjer je urejen ta avtobusni prevoz. Jasno, ka takšen sklep ima tudi posledice za naš proračun, zato smo mogli še dodatno sklep dopolniti. Sredstva za ta namen so zagotovljena proračun občine Beltinci za leto 2023 in proračun občine Beltinci za leto 2024. Sklep začne veljati takoj po sprejetju, uporablja pa se od 1.9.2023 naprej. Še vedno nekateri me kaj spitavljajo, pa zavejo, zakaj čez zdaj proračunske lete. Zato, ker proračunsko leto občine ne sopada s šolskim letom. Mi v bistvu financiramo šolsko lete, mislim v proračunsko leti 2023, samo september, oktober, november, december, 6 mesecev pa sopada šolsko leto v naslednje proračunsko leto. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, potem zaključujemo in dejansko je seveda poleg vsega povedanega tudi potrebno pripomniti, da se vseeno trudimo čim bolj varne poti omogočati vsem, ne samo najmlajšim, ampak vsem občankam in občanom, zato gradimo pločnike, zato gradimo dodatne ceste, zato gradimo tudi predvsem kolesarske steze, kolesarske povezave in jaz verjamem, da se bo na dolgi rok to tudi izkazalo kot pravilna odločitev. In pa seveda tudi v medklic tega, kar je gospod Adžič tudi izpostavil, želimo si, da se preneha tu in tam z takimi in drugačnimi stvarmi, ki v temelj sodijo že na izsiljevanje, kajti delamo vse tisto, kar od nas zakon zahteva in še bistveno več in prav je, da za naše mlajše dajemo, se pravi, če zdaj pogledamo, ali damo recimo nekje na 600 učence, ki jih imamo v šoli, damo približno 2200 evrov na vsakega samo za prevoze. Če gledamo iz strukture vozače, se pravi, damo 3000 evrov čez za vsakega. Tako, tudi to je potrebno spoštovati in tudi to je doprinos občinskega proračuna, to je doprinos vas, svetnice in svetniki, da dejansko imajo naši najmlajši tudi na tem področju čim boljše ali pa najboljše pogoje, kajti sam sem v predsedstvu skupnosti občin Slovenije in vrsto županov ima ogromne težave, tudi zaradi prevozov, ki v nekaterih občinah grejo tudi v polmilijonske zneske in več. In vprašanje, kako dolgo bodo nekateri še to izvajali preko zakonskih okvirjev, tako da jaz verjamem, da se potem to ve ceniti in se naj ceni in se tudi naj dejansko potem to spoštuje na ta način, kajti hitro pa lahko prijemo v točko, ko bomo rekli vse samo po črki zakona, ampak potem bomo zniževali standard, kar pa verjetno ni želja nobenega od nas. Vidim, da je prisotno že priglašeno, se pravi, vsi ste priglasili, prosim za glasovanje o teh dveh sklepih, torej seveda o tem, da 100% sofinanciramo vse vozače in pa seveda, da uporabljamo sklep od 1.9. ter pa, da so sredstva tako ali tako že zagotovljena v proračunu. Hvala lepa, soglasno za in s tem zaključujem 7. točko in pa prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to pa je pobude in vprašanja članov občinskega sveta. Izvolite. Gospod Frčak, izvole. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz pač imam eno stvar iz Lipe, kajti v Lipi so se menjali električni drogovi in tudi so se menjale luči, razsvetljava in en del zdaj tega od tistega časa ob glavni cesti ne gori. Jaz sem že obvestil tudi občinskega delavca Iztoka, že precej časa nazaj in me stalno voščani vznemirjajo, da kamo idem, kaj je Joži, kaj bode to, kaj ne da nič. Jaz mislim, ka je to lažim, pa pravim, ka bo to, kajti nekje se je moglo napraviti nekšno napako, ka en krak tega zdaj ne gori. Pa bi prosil, pač direktor mi je nekaj že omenjal komune, ka so že oni nekaj gledali, tako upam, da je to v kratkom času te tudi odpravljeno. Hvala lepo. Direktor je še odgovoril, prosim, ker vzdrževalec.
dobimo s prve Ja, roke. dober večer ali pa dober dan, hvala za besedo. Tak predsednik, ko smo že na hodniki pravili, napaka je v odpravljanju, naj bi pa vseeno prosto za malo za potrpežljivost, tako sem ženi vaščanki pravo 8 krajevnih skupnosti je v toj občine, ne ste samo v Lipi, tako bomo to zadevo uredili v naslednjih 14 dnevih. Hvala lepa. Vzeto na znanje, se pravi, najpozneje nekje v sredini oktobra, morda teden gor ali dol, kako bo vreme, bo zadeva najverjetneje zaključena. Če ni, potem zaključujem za to točko. Hvala lepa gospodu Ferčaku za vprašanje. Odgovor po mojem je zadovoljiv, ne samo za tebe, ampak tudi za krajane Lipe. In pa prehajam na 9. točko, in sicer poročilo županov o pomembnejših dogajanjih v občini Beltince. Kar se tiče pomembnejšega dogajanja, je potrebno seveda začeti najprej s tisto malce manj prijetnimi temami, predvsem z temami povezanimi najprej z neurjem, ki je bilo julija. Seveda škoda se je več ali manj odpravila oziroma se odpravlja. Nekatere občanke in občani ste bili aktivni, ste prijavljali na pristojne službe škode, nekateri iz takšnih in drugačnih razlogov pač niso in sedaj sprašujejo po občinskih upravah, kaj se še da postoriti. Zelo težko je argumentirati, ker ali pa so predpisi zelo strogi, rigorozni, kajti vsi tisti, ki niso prijavili škode na pristojne centre, pristojne organe, bodo verjetno ali pa bomo verjetno imeli težavo. Mi kot občina smo poskušali na naši javni infrastrukturi poskrbeti za to, da se zadeve čim prej so spravile v normalo. Jaz verjamem, da nam skupaj z našim komunalnim podjetjem in pa vsemi, ki so pomagali, to uspelo. Komaj smo dejansko tam začeli sanirati, se je zgodila tudi, ali pa se je zgodilo ta povodenj oziroma poplava. To so dejansko situacije, kjer smo videli, kaj pomeni, če narava pokaže svoje zobe v vsem svojem obsegu in pomoči. Ne vem, komu vse se lahko zahvalimo, da je naš nasip tako v Ižakovcih, Dokleževi in na Melincih deloma zdržal z, po mojem, nadčloveškimi napori vseh, ne samo gasilcev, ampak vseh, ki so pristopili na pomoč. Smo dejansko nekako uspeli ohraniti ali pa obraniti tisto, kar se je dalo. Seveda, kar se ni dalo, se pač proti naravi ni moč. Jaz se zahvaljujem tudi vsem občankam in občanom, ki so izkazali veliko mero strpnosti in so dejansko pristopili eden drugemu na pomoč. Se pravi, ta solidarnost, ta pripravljenost pomagati, ne glede na to, kakšno je stanje v družbi ali pa v državi, obstaja in to je tisto, kar razveseljuje. Tudi na tem področju smo dejansko, takrat se nekje od petka pa do torka delali, se trudili vsi, da je dejansko zgodba tako, kot je bila rešena z zelo ne prav majhno škodo, ampak zanemarljivo škodo v povezavi z drugimi deli Slovenije, predvsem pa je pomembno, da ni bilo nobenih žrtev takšnih in drugačnih. Ponovno zahvala res vsem. Je pa dejansko to tudi apel, ki smo ga že večkrat, ne samo z občine Beltince, ampak župani z naše regije in pa tudi po celi Sloveniji izrekli državi, da se je potrebno obnašati drugače. Da se da tistih 10 let, ko nismo dejansko vlagali v ohranjanje ali pa vzdrževanje vodotokov, smo sedaj dobili škodo, ki je krat 10, recimo ne vem, nekje 150 do 200 milijonov bi v teh 10 letih lahko namenili, za to pa verjetno danes ne bi govorili o milijardnih škodah, ampak isto je v normalnem življenju, če ne vzdržuješ stvari, se enkrat ta stvar ne samo kad dotraja, ampak pokvari do te mere, ko jo je ne možno več popraviti, sposanirati in imaš potem toliko večjo škodo. Zdaj pač tako smo se v preteklosti odločili, jaz verjamem, da se v prihodnje več ne bomo. Tudi je potrebno povedati, da vodno-gospodarsko podjetje oziroma predvsem pa direkcija za vode sedaj na teh manjših vodotokih vseeno delata, ažurno sanirajo, recimo potok Dobel se čisti, se poglablja in s tem bo tudi ena skrb manj verjetno izvirala predvsem za Beltince, kajti v teh zadnjih poplavah je bilo moč videti, da je potok Dobel ogrožal
gornji del Beltinec, zelo zanimivem obsegu. Se je dejansko potem z temi vrečami protipoplavnimi uredilo, rešilo, ampak predvsem pa je potrebno povedati, da se na reki Muri morajo nasipi ne samo sanirati, ampak tudi nadvišati, razširiti in pa predvsem postaviti tudi tam, kjer jih ni. Z takšnih in drugačnih razlogov. Zanimivo je potem pogledati, da kar nekaj ljudi v preteklosti ni želelo prodati svojih parcel, da bi se nasipi naredili. Jaz verjamem, da danes razmišljajo drugače kot takrat, kajti drugače se ne morem predstavljati življenje v neki družbi, kot da tudi sam pripomoreš k temu, da je boljše, tudi za ceno tega, da morda zgubiš kakšni kvadratni meter gozda ali pa kmetijske površine. Kar se tiče tega nasipa, bo v prihodnje še ogromno povedanega, trenutno potekajo aktivnosti oziroma pogovori med pristojnimi službami, seveda najbolj tukaj trčita ob dejstvo Zavod za varstvo narave in pa seveda Direkcija za vode, ki gledata vsak svojega vidika, ampak po zadnjem sestanku prejšnji teden v Lendavi verjamem, da se bodo stališča zbližala. Verjamem pa tudi, da bo pristojno ministrstvo naredilo konec in bo povedalo, ta trasa se bo naredila in konec, brez da bi prav njihove podredne službe potem pogojevale še eno drugi z nekimi mnenji oziroma soglasji. Tako da pravim, na tem področju je občina skupaj s komunalnim podjetjem in pa seveda tudi z posamezniki popisala škodo, se je obrnilo tudi na ljudi, ki so prijavili, smo bili na terenu, tudi kmetijska škoda se podpisuje oziroma se je popisala, tako da cifre bodo oziroma so znane, bodo znane v prihodnje. Verjamem, da bo vlada držala tisto besedo, kar je povedala, da bo kar nekaj sredstev akontatiranih, to pomeni, da bomo tudi nekaj sredstva dobili povrnjena, kajti proračun ne samo občinska, ampak tudi komunalnega podjetja je sedaj prevzel nase določeno breme, kajti trebalo je izvajalcem in pa tudi predvsem tistim, ki so nam šli na roko, plačati določene stvari, oziroma bomo morali plačati v kratkem. Tako da ta sklep upam, da bo izvršen in da bomo dobili sredstva, da ne bodo tisti, ki so na koncu šli pomagati, ostali dolgo časa brez potrebnega denarja. Zdaj pa nekako, če iz teh, slabih stvari preidemo pa na tiste lepše, je pa seveda naše družbeno, kulturno, športno dogajanje v občini, ki je na visokem nivoju, tako nam uspevajo preditve, ki se dogajajo kakršnekoli, ali so to kulturne, ali so to športne. Predvsem pa na kulturnem področju ugotavljamo, da imamo ogromen potencial. Tega so letos prepoznali tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine, kajti gostili smo odprtje tedna Evropske kulturne dediščine in pa dogajanje v Sloveniji. Se pravi, to je ena vrste primat, ki si ga lahko lastimo sedaj in da je tudi to odprtje, ne glede na slabše vreme, bilo zelo dobro obiskano, predvsem pa, da je bilo izvršeno v tisti luči, kakršni si želimo, torej da ta stara obrt in pa kulturna dediščina ne zamirata. Jaz rad povem oziroma sem izpostavil, da mi ne samo, da obujamo, oživljamo, ampak tudi ohranjamo, predvsem pa živimo to našo kulturno dediščino in dokler bomo imeli med sabo društvo, posameznike, vse vas in pa dokler bomo razmišljali, tako se nam tudi za ohranjanje in pa življenje vsega tega ni zabati, kajti verjamem, da na podlagi teh vrednot, ki so nam bile ali pa ki so nam dane, prizgojene, pa tudi ki so nam v genih zasidrane, lahko kot družba prosperiramo še boljše, predvsem pa lahko torej živimo bolj srečno, bolj nekako preudarno in pa s ponosom, da smo tukaj in zdaj. Pohvaliti je potrebno tudi dan mladih, se pravi tudi Društvo mladih iz Beltinec je potrebno pohvaliti za njihov dogodek, kajti zanimiv stavek je bil napisan z njihove strani, da komaj sedaj se zavedajo, kaj pomeni organizirati določen dogodek in verjamem, da je to tudi dobra iztočnica, dobra šola za njih, da bodo še bolj pogumni, še bolj vztrajni, da bodo oživljali družbeno delovanje v naši občini. Spodbudo imajo takšno in drugačno, jaz verjamem, da tudi to, da je bilo čez 3000 obiskovalcev na tem dogodku in da tudi ne samo večerni del uspeva, ampak tudi jutranji, kjer so razveseljevali najmlajši iz vrtca in pa šole in pa pozneje tudi s svojim druženjem, torej dokazovali, da lahko povemo, da na mladih bo svet stal in da je potrebno zaupati, dati možnost, priložnost in da nas ne bodo razočarali. So že v načrtovanju smelih načrtov v prihodnje,
dokler bom župan, bodo imeli maksimalno podporo, vse dokler se bodo trudili tako, kot se trudijo. Predvsem je veseli tudi sodelovanje z nogometno akademijo, da vejo sodelovati eni z drugim, da seveda v občini potem vidimo, da če stopimo skupaj, še bolj uspejo dogodki. Isto kot bom prav v občinskem svetu, ne glede na to, da včasih imamo različna stališča, različne argumente okrog posameznih stvari, vedno prevlada potem moč teh argumentov in se dogovorimo, pogovorimo in pa na koncu več ali manj složno gremo naprej in temu nekako pritrjujejo tudi rezultati. Jaz upam, da bo v vladi in pa tudi v družbi ali pa državi na splošno še več optimizma, pa tudi predvsem tistega, kar sem povedal, da bomo razvojno lahko gledali naprej, da občine oziroma državo ne bomo usmerili samo v reševanje popoplavnih področij, območij, seveda si zaslužijo vso našo pozornost, ampak pozornost je treba dati tudi nadaljnjemu razvoju in mi se bomo prav skupaj sodelavci občinske uprave in pa vsemi, ki nam pomagajo, trudili še naprej, da najdemo dodatne vire, da nam bo lažje izvajati tisto, kar je zastavljeno. Se pa seveda zavedamo, da če bo pač trend, da se bo kakšno drugo leto recimo malce ustavilo investicijsko naravnanost ne samo države, ampak tudi nas pač bomo potem tudi to prilagodili in bomo pač to leto morda razmislili o odskočni deski še za naprej. V kratkem se bomo z marsikom od vas srečali na delavnicah, ki bodo povezane z izdelavo strateškega razvojnega programa občine za naslednjih 10 let. Tako da jaz verjamem, da bomo tudi na tem področju do konca leta pripravili zanimivo gradivo in ga potem posredovali tudi v javnost, da se še naše občanke in občani in pa tudi seveda vsi zainteresirani izrečejo o tem in da nekje po tem drugem letu sprejmemo še tudi ta dokument, iz katerega bo nekako izvirala naša usmeritev v prihodnje. Vsi pa vemo, da poleg tega seveda, kar nam že Evropa glasno govori, zeleno, digitalno, ne vem kakšno vse bo potrebno razmišljati, predvsem, da bomo imeli zdravo, varno, socialno okolje, da bomo znali medgeneracijsko sobivati, da bomo ta demografijo znali oblikovati oziroma pripraviti ukrepe, da bomo složnejši in da bomo prav ene z drugim lahko potem živeli. Tudi ogromno zanimanja je seveda še vedno za ta mednarodni logistični center, kajti tudi o tem me sprašujejo nenehno. Z Luko Koper smo v finalizaciji dogovorov, da se bo pristopilo k komasaciji tega območja. Jaz verjamem, da bodo tisti solastniki skupaj z njimi, ki imajo posamezne dele oziroma nekateri samo še delčiče, razumeli, da rabimo zaokroženo celoto in da bomo potem z občina Luka Koper in pa seveda posamezniki prišli skupaj za komasacijo in da jo bomo v zelo hitrem času zaključili. Potem pa, ko bomo imeli nekako na pladnju teh 60-65 hektarjev kot celoto, bo tudi, verjamem, na vladi prišlo do še hitrejših ukrepov. Se pa tudi dejansko razvija na športnem področju marsikaj, kar nekaj investitorjev je pripravljenih investirati v športni turizem in pa seveda veseli tudi dejstvo, da se po vseh občine pa tudi v Beltincih gradijo nove hiše, nova stanovanja, kar bo pomenilo tudi, da smo očitno za mlade in pa seveda za tiste, ki vejo, kaj pomeni varno, zdravo okolje, torej z našo občino, kjer imamo v Beltincih recimo v radiusu kilometra vrtec, šolo, trgovine, zdravstveno postajo, lekarno, gledano z drugih krajevnih skupnosti pa recimo v radiusu 5 kilometrov, vse to in pa še tudi izvoz ali pa uvoz na avtocesto. Tako da tudi na to je potrebno opozoriti. In pa seveda, kar se tiče izvoza v Gančah oziroma v Raščicah, kajti tu je bila tudi poslan apel direkciji in pa Darsu, se bomo v sredini oktobra sestali in pa poskušali doreči zadeve, kako tam urediti prometno situacijo, ki trenutno ni najbolj primerna. Tako da jaz verjamem, da bomo tudi na tem uspešni. Se pa seveda pogovarjamo nadalje tudi še o krožiščih v samih Beltincih, kajti leto 2024-2025, ko je bilo to predvideno, se približuje in verjamem, da se bo ta časovnica poskušala izvršiti. Trudimo se, hodimo v Ljubljano, delamo pritisk in verjamem, da bomo uspešni okrog tega. Tako da to je tisto zdaj nekako najbolj aktualno. Upam, da bomo na naslednji seji morda lahko tistem projektu Podonavje že tudi
povedali, da smo bili uspešni, tam smo vodilni partner, z 9 državami smo prijavili projekt, tako da tudi tisto bo lahko odskočna deska za občino, da bomo postali tudi v mednarodnem vidiku primeren partner za tisto, kar sem malo tudi povedal, okrog transnacionalnih razpisov in vsega ostalega. Tako da to je nekako pregled ali pa prerez dogajanja do sedaj, za naprej pa je tudi okrog dogajanja v Malem Ritarju je dejansko napisano tudi na spletnih straneh ali občina ali Zavod za turizem, kulturo in šport je predstavljeno, pogledati si je potrebno še vse to, kar je pred nami, kar nekaj zanimivih dogodkov. Mi bom prav na občini oziroma občinski upravi se bomo pa še naprej trudili, da bomo ta proračun, kot je zastavljen, izvršili in verjamem tudi z vašo pomočjo, pravim, šli samo uspehom naprej. Hvala lepa za današnjo sejo in pa lep dober večer vsem vam in pa lep večer še vam pred zaslone.